In bi smo zagledali ta avion, ki je priletel iz shoda sem, ne, proti nam. In tukaj tako nekako nad Novim mestom je pa obrnil, pa spet nazaj krenil, ne. Videli smo, ko so ga dva nemška lovca obstreljevala, ne. No, pa so pa ven izskočili ti padalci. So ven izskočili iz aviona, to smo videli, ne, ampak so bili v razporedju, ne. Eden padalec je pa blizu nas, pred našim položajem, ne. In jaz sem bil ta čas pri težkem metrolezu, se imenava, včasih sem bil strelec ali pa en žunič, ne. Smo se imenavali, ne. In ta čas je bil žunič pri metrolezu in ko so ti padalci skočili, so tudi belogardisti od one strani, od Novega mesta, so tekli sem, ne. No, pa je moj ta nišanđija začel streljati po njih, so nazaj bežali, ne, ko je mitraljez usekal po njih. Ta padalec je pa tam počakal, je pa en kečkeš Viktor pa šel do njega in ga potlej pripeljal, to je bil mogoče tam 150 do 200 metrov od naših položajev, ne. In je pol ta pripeljal ga tam k nam in ta aviatičar ali pa kaj bi rekel, je vprašal nas, ne, mi se nismo razumeli nič kaj, ampak sam kaj bum, 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 bum. Zakaj verjetno smo mi razumeli, da on vprašuje, zakaj streljamo, ne. Mi smo mu odgovorili, da je tam, ampak ne, mi smo samo pokazali, tam je nekaj drugega, ne. Tam je sovražnik nas, ampak on tega ne nič razumel. No, potlej ta padalec je bil, morebiti je bil ena ura pri nas tam, no, pol se ga pa predsena patrulja odpeljala na gor na težko vodo, to se pravi, kjer je bil štab našega bataljona, 3. bataljona Cankarjeve, in tam pa potlej pa v Podgrad. Tam je bil pa štab brigade, Cankarjeve brigade, tam je bil štab in tam so se potlej pa, mi nismo to še svedeli, so pa ti vsi padalci, ki so padli, so pa padli na srečo tu. Pihal je vzhodni veter, ne, drugače bi verjetno jih ta veter zanesel, tam vprašanje je bilo tam med temu, ko jaz sem bil zraven, ne, mogoče tam 100-200 metrov pa bilo usodno za njega, ne bi ga bili dobili. No, in ti padalci so potlej bili, vsi se skupaj dobili v Podgradu in tam so bili pa odvedeni pa naprej, ne, v štab, v glavni štab Slovenije in v Belo krajino. No, potlej bil ta padalec, oziroma en padalec, to se pravi Jon Malonej, osebno pri meni, ne, in žena. Osebno pri meni, pa smo se pa to pogovarjali o vseh teh zadevah, kako je bilo, ne. In pa je on pa podrobno to med Edi Šejhaus je tolmačil nam. Tako marsikaj, jaz ta čas nisem vedel, kje so ti šli na avion, ker na primer Bela krajina je imela ta letališče, ampak ta čas je bilo tu 2. aprila, ne, 44 je bilo tu mokro in niso avioni pristajali, zato so ti ljudje mogli iti v bosanski, mu je on povedal, kje so šli na avion, Bosanski Petrovac, tam so šli na avion pa nazaj v Italijo. No, to je bilo takole. Kaj so pa rekli tele padalci, ko so videli, da so med partizani? Ja, on na primer, mi se, kot sem že povedal, nismo ga razumeli nič, ne. Ampak zgledal je, ko je k nam prišel, da je bil nekako, kako bi rekel, sproščen, ne. On ni bil v strahu,
tako rekel, da bi se trisali, pa kaj, ne veste kako je, veste, naprimer, te razmere so včasih v vojni drugačne kot v miru, ne. Ima človek strah pred, kaj se bo zgodilo, ne veš kdaj, ne. Tam v Podgradu so prišli pa vsi skupaj, vseh 10 so prišli skupaj, ne, so bili zbrani od tega področja. Na se to mi je večkrat pisal, pa opisival, kako je to stvar bila, ne. In tam so bili potli pa skupaj, pa so šli naprej. Se pravi, da nekako tiste kritične točke so menile, ki si šlo za življenje, ne. Je bilo tesno, veste, je bilo tesno. Rekel on, je bilo tesno.